Dober dan. Vodstvo policije je odpustilo 7 policistov, med drugim tudi šefa policijskega sindikata, zato ker so pred časom imeli dogovarjanje o tem, a bi kazali zaustaviti ministra za javno upravo in mu dati pihati, medtem ko se je on vozil tam po škofjeloškem koncu. Malo tako hecno situacijo, ne, na osnovi neke dokumentacije, ki je anonimni policist ali pa domnevno anonimni policist ali pa nek anonimni vir poslal v javnost, lahko vidimo, na kakšen način pravzaprav en del, ne, policije komunicira med seboj, pa potem lovi občane ali funkcionarje na morebitnih napakah. A imamo problem? Mislim, da policisti, nekateri na ta način lovijo morebiti alkoholizirane državljane in funkcionarje. Ja, ali to, ne vem, jaz se bojim, da to ni visoka znanost, ne taka, ne drugačna. Pač naredili so napako, delajo narobe, naredili so narobe, to ni prav, ne. Tako se ne dela in podobne stvari se reče, ne. In seveda, glede na to, da so se spravili pač na vlado, pa na funkcionarja, ki bi za svojim odhodom ali pa z naraščanjem dimenzij tega škandala lahko povzročila mogoče celo koalicijsko krizo ali pa celo vladno krizo ali pa destabilizacijo države, pomeni, da so se pač igrali z ognjem in temu ustrezne so posledice. V funkciji sindikalnega boja. To je pa problem, ne. Problem je preprosto v tem, da zdaj sindikalni boj lahko, oziroma tisto, kar pa je upravičeno, tiste njihove pričakovanja, zahteve in tako naprej, ki so upravičena, zdaj lahko druga pogajalska stran lahko grobo izkoristi in se na koncu izkaže, da je v bistvu z sindikatom naredila isto, kaj je sindikat naredil z ministrom. Se pravi, sindikat je hotel s tem, ko je po socialnem omrežju poslal navodilo, da je treba ministra ustaviti, želel izboljšati svoje pogajalske pozicije, zdaj pa vlada svoje pogajalske pozicije izboljšala s tem, da je morda prispevala k objavi korespondence, ki je tekla po socialnih omrežjih. Ta stvar je tako lepo zapeljana, da diši po spinu, ne, po medijskem spinu. No, mislim, Bodva korektna. Nekdo je pridobil vse potrebne elektronske naslove vseh pomembnih faktorjev, katerim kaže to poslati, ne, in je tako zelo demokratično ob istem času bila dokumentacija na voljo celotnemu novinarskemu vesolju, ne. Ja. Bilo bi zelo narobe, če policisti njihove legitimne zahteve, če bi utonile v kako ne rečem, mlaki ali pa močviru tega dogajanja. Ne. Ja. Ampak tako, ne, da policija ima včasih, a veš, neke take taktične prijeme, ne, da policist sedi v gostilni pa gleda, kdaj se bodo nažgani obiskovalci gostilne spravili v avto, pa potem sporoči patrulji, pa potem patrulja uspešno ustavi pijane voznike, ne. Daj, že ta postopek je. Dobro, ampak ali jaz iskreno in v resnici v profesionalnosti policistov ne vidim največjega problema v Sloveniji ta trenutek. Kje ga pa vidiš? Jaz ga pravzaprav bolj vidim v tem stopicanju slovenske politike na nekem, v neki trpnosti, na nekem mestu, iz katerega ni pravega preboja v državnost. Ne. To se mi zdi, jaz bi, tako bi celo rekel, ne, če že kaj, ne, bi na ravni policijskih ravnanj bilo treba postaviti neke standarde, ki bi veljali tudi za šefe policij, pa za njihovo razmerje do politike. Ne. Če bi tam vzpostavili zelo profesionalne standarde,
da ne bi mogel katerikoli politik, kadarkoli, uveljavljati nekih svojih interesov po nekih gostilnah, po nekih prišepetovanjih in tako naprej, kar se mi zdi, da je v zadnjih toliko in toliko letih je bila praksa in že kar neka samoumevna praksa, potem sem popolnoma prepričan, da bi take male policijske zgodbe enostavno presahale. Ta zgodba je mala zgodba, velika je samo zato, ker je zadela funkcionarja. Ne? Če bi zadela nekega drugega, pač ne bi bila. Ne, lej, mislim, je pa kontekst, ne? Kontekst je pa ta prav, ne? Veš, ki pa kaže na en delček erozije državnosti. Ne? Veš, jaz se ne bi spodaj gledal, jaz bi jo zgoraj pogledal. Ne? Naša politična oblast manipulira na 101 način, dogaja se tisto, na kar smo postali že popolnoma neobčutljivi. Dogajajo se neprestani spini, medijski spini, dogajajo se to, da se resnica pretvarja v laž, laž pa v resnico in tako naprej. In na to smo se tako navadili, da na koncu nohte brusimo na malih policistih, namesto da bi jih brusili na tistih, ki so državo dejansko pripeljali na rob. Mislim, to je po mojem mnenju. In pa seveda tudi ne samo politike, ne, govorimo seveda tudi o drugih strukturah, višjih strukturah. Na vse zadnje smo nenormalne količine denarja vrgli v bančni sistem, pa nismo dorekli pravega epiloga tega dogajanja. Ne. Ja. Veš, kaj zdaj, mi imamo tlele nekaj 4, 5, 6 mesecev trajajočo begunsko krizo, ne, nekaj manj dni trajajočo policijsko stavko, ne. Okay, ne, se ta begunska tragedija, ne, ki bi se odvijala tudi na tleh Slovenije, prestavlja 1500 kilometrov proti jugu. Ne. Ja. Čas, ko se te stvari tudi s policijo dogajajo, pa popolnoma napačen. Zato, ker imamo v času, ne, ko državo rabimo, ne, to državo z velikim D, pa ne zaradi tega, ker imamo obletnico 25. čez ene 10 tednov, ne 10, 12, 13, 15 tednov, ne, ampak zaradi tega, ker je zgodovinsko obdobje tako, ko si erozije države enostavno ne moramo privoščiti, oziroma ta mora funkcionirati, ne, navkljub, ne, tema, veš, da tako, da se bi tako neoliberalci kot kakšne fašistoidne grupacije države rade znebile. Ja, dobro, pa je, če stvar tako postavljaš, pa je en medijas res. Jaz sem napisal toliko mesecev nazaj, da so slovenski policisti nevzgojeni, da so neformirani in tako naprej. Zlasti v Dobovi, sklicujoč se na Dobovo in na podobne primere. Zdaj se mi pa zdi, je treba locirati tisto, kar se je iz tega razvilo, kar pa ni v ničemer več policijski problem. Ta policijsko obnašanje je bil v bistvu samo ne lakmusov papir, ampak projekcijsko platno splošnih odnosov v družbi in pa kako deluje država. Ta država, to je bilo tisto, kar se je pokazalo. Danes imamo že rezultate vzrokov. Rezultati so to, da se dejansko, tako kot si rekel, se je pojavil slovenski nacizem v zelo, zelo razločni obliki, ne, ki je v bistvu... Nacizem, praviš? Slovenski nacizem, se pravi slovenski nacija, narod, poudarjanje posebnosti narodnega vprašanja in ksenofobija, se pravi, pojavili so se elementi tistega, kar smo skupaj s Firejem ugotavljali, kako se je postavljalo v Italiji v 20, 30 in Nemčiji v 20 in 30 letih. To je bil pač splošen okvir fašizma, ne, ki je šel z roko v roki, kot je povedal Mastnak, za neoliberalizmom, ne, in te razmere se zdaj na ta način ponavljajo. Ne. In sestavni del te zgodbe je pa medijski spin oziroma prevračanje in osvajanje javnega mnenja na tak in drugačen način. In recimo tisto, kar zdaj, če smo že v tej izhodiščni tezi, ne, kaj se dogaja zdaj s tem, ko bodo zdaj šefa sindikatov Petroviča odpustili. Ne. Mene bolj skrbi zdaj medijski spin, ki je okrog tega stekel, ker kaže na to, da ta država zmore
na institucionalni ravni dosegati neke učinke spina, ki javno mnenje usmerja na drugačen način, kot bi pristajal demokratični družbi, to pa je v tem, da je v bistvu oblikovanje javnega mnenja stvar civilne družbe, ne pa oblasti. Se pravi, govoriva o medijski krajini, o medijski sceni, v kateri mora biti to stvar civilne družbe, ne pa politike. Ne? In ta del je problematičen, oziroma bi lahko bil problematičen. Potencialno je problematičen. Seveda problematično je nasplošno to, da v kriznih, pa zdaj ne govorim samo ekonomsko kriznih, ampak govorim pa že v socialno kriznih obdobjih, oziroma v obdobju, ki ga kot takega že lahko razumemo, v času, ko se ksenofobija razpihuje za politične potrebe, kar se, ne? V času, ko se begunci uporabljajo v podobnem kontekstu, kot so se nekoč uporabljali Judje ali pa Romi, ali pa novinarji pa v tem času pogotovo, ne? V lepi slovenščini. Ne? Torej, to jemljem kot zelo, zelo resen izziv za ne samo diskusijo, ampak tudi za ravnanja. Kaj ti v naslednjem koraku, če bi se ta logika razvijala, kar se utegne, ni pa nujno, ampak če bi se, ne, bo prav avtonomno, neodvisno novinarstvo in pa tisto, kar organizira in poganja debato v civilni družbi, rešilni moment te družbe. Mi dva imava lahko, ne, prosto po Boštjanu M. Zupančiču, ne, neko definicijo novinarstva, kot da je novinarstvo imunski sistem družbe. Ne. Zdaj, dobro, on pravi, ne, da to je dobra misel. Je adaptirana. Ne. On pravi, veš, da so pravosodne inštitucije imunski sistem družbe. Ne. Naravne institucije. So tudi, ne. Ja, naravni državnih institucij. Ne. Dejva midva spregovoriti o novinarstvu kot imunskem sistemu skupnosti, ne države, ampak skupnosti, v kakšni kondiciji ta imunski sistem je. Lej, jaz sem ta teden doživel, da so mi iz našega arhiva, ne, naj bi bil eden boljših v Sloveniji, ne? Najboljši v Sloveniji. So mi poslali pač neko sken tega, kar je ta teden napisal Boštjan Turk, ne Zupančič, Boštjan Turk, v katerem vpleta tudi moje ime, druge novinarje in situacijo na delu oziroma delove zgodbe. Ne. No in kar me je, te stvari načeloma jaz nočem brati, ne, in ne berem zaradi tega, ker je 10 let traja, 10 let poteka po istem vzorcu na enak način, ki pa je seveda zdaj v teh razmerah, ko se v bistvu ta nacizem in ta fašizem oblikujeta v neko končno obliko, postaja komplementarni in skrajno problematičen. Ne. Gre pa za to, ne, da ljudje tega tipa, tako kot je Boštjan Turk, ne, novinarstvo v profesionalnem okviru, kakor v Sloveniji teče po teh profesionalnih hišah, označijo kot kužni subjekt, se pravi eksponent starega režima, eksponent tega, eksponent onega in tako naprej, in začnejo obtoževati, vključno za mojo osebo, se pravi, gre za ljudje, ki so hlapci, ki služijo režimu, ki ne vem kaj vse tako počnejo. Skratka, identifikacija kužnega subjekta na podlagi izredno slabih osebnih lastnosti. Ne. Torej, jaz se pred, ne vem, tako mizernim likom, kot je Boštjan Turk, pač ne želim zagovarjati. Hočem pa pokazati na simptom te logike. Ne. Če kaj lahko zatrdim, ne, je to, da mi je recimo osebno sveta privrženost profesionalni etiki. Predvsem v življenju nisem počepnil pred glasom svoje lastne vesti. Sem človek, ki če je kaj premogel, je premogel zelo, zelo čvrsto in močno hrbtenico, se pravi, že do točke rigidnosti. Se pravi, vse stvari, ki so diametralno nasprotje za resnico, ne, 10 let poslušanja teh obtožb, ne, in se na koncu vprašaš, kaj tega človeka žene k recimo taki osebni tožbi ali pa generalizaciji tožbe za vse, kar on ni. Ne. Prvo, kar je, ugotovim, a zastopaš, da gre pri teh ljudeh, ker ne gre tukaj samo za Boštjana Turka, ne,
mislim, ki je sam po sebi tam ne vem, če je profesor, ampak tam učitelj pač na neki fakulteti, na filozofski fakulteti, ne. Naj bo pač strokovnjakom prepuščeno, koliko je kvaliteten, baje da ne. Ampak kakorkoli že, ne, ustvaril si je neko metapozicijo, da lahko vstopa v medijski prostor preko reporterja, ker je kolumnist, ne, in celotnemu svetu medijski stvarnosti kroji, kako ne rečem, standarde, kako bi ta zadeva morala potekati, ne, ki so pa taki, ne. Ko zjutraj vstane, to se pravi, gre za izrazito, se pravi, nekdo, ki učita drugim, da so hlapci, gre za prototip hlapca, ki vedno vpraša gospodarja, kaj mora storiti. In gre za prototip slabonamerneža, ki se javlja v družbi približno tako kot komar, ki prenaša ziko, ne. Stalno pika, ki ga kresneš, ampak avtomatično povzroča učinke mikrocefalije in kogarkoli piči, a zastopaš v javnem prostoru, zmanjšuje inteligenčni kvocient in možganski volumen in delovanje. Skratka, takega človeka ni problem zamejiti. Problem je v tem, da obstaja nek vzporedni sistem, ki ga vzpodbuja, to se pravi, ki mu daje prostor in ki se vzpostavlja kot neka metapozicija iz striktno hlapčevske pozicije neki politični opciji, ne? V tem primeru je to SDS pač, ne? In je strokovno popolnoma nerelevanten, nima toliko korajže, da bi stopil iz akademskega sveta in vstopil v tveganje poklica, kot ga imamo mi, ne? Ki je konec koncev profesija, ki je na trgu, ne? Prvič je na trgu, drugo, kar je ogrožena, tretje, kar je izredno ranljivo. Vsakdo, ki ima nek vpliv, poskuša, bom rekel, postavljati meje, zamejevati ljudi. Zato izredno, se pravi, v tej profesiji, da vzdržiš, moraš imeti izredno močno hrbtenico. Moraš imeti izredno močne standarde, izredno debelo kožo in izredno močne živce, ne. In ljudje, ki tega nimajo, ne, imajo ravno nalogo take ljudi obtaževati, da so hlapci, ne. In recimo to je tipičen primer, ali pa recimo, če vzamemo vlogo, ne vem, nekega urednika, reporterja, ki v bistvu daje prostor tej logiki, nekega Šurla, recimo, ne. Človek z izrazito brez hrbtenice, izrazito hlapčevsko mentaliteto, ki mora vprašati gospodarja, kako funkcionira. Kako to veš? Kako vem, lahko vsak teden prebereš in ga poznam, ne. Skratka, a veš, gre za, daje prostor taki logiki, je ne ustavlja, ne. Jaz kot urednik bi preprosto rekel, dragi doktor Turk, ne, na levo krug in prosim, dokler ne izboljšaš standardov, dokler se ne prilagodiš nekim standardom kvalitete, ne, tukaj nimaš kaj iskati, tukaj ne moreš pisati, pa ne zaradi tega, ker bi te cenzuriral, ampak preprosto, ker ne dosegaš standardov te profesije. Zelo preprosto, ne samo profesije in konec koncev znižuješ standard demokratične debate, kar je pa izredno pomembno, ne. In to, veš, da se naenkrat, mi se vedno ukvarjamo kot novinarji ali pa kot komentatorji, ne. Veš, skozi se ukvarjamo s tem, kako bomo komentirali svet, kako bomo izboljševali svet, kako bomo v bistvu prispevali na civilno-družbeni ravni k izboljševanju kvalitete naše države, kako bomo nadzorovali izvršno vejo oblasti in konec koncev, kako bomo se poistovetili in poskušali ščititi sodno vejo oblasti, ki je stalno na udaru, kako bomo vez družbe in tako naprej, ne. Veš, in 10 let poslušati obtožbe plačanih medijskih morilcev, ne, pustimo zdaj tiste, ki dobijo direkten denar, zato pa so profesionalci ala požar, ampak tukaj imamo pa tiste, ki jih izkoriščajo kot vernike in kot fanatike in tiste, za katerih bi se zelo utemeljeno lahko tudi razmišljalo o osebni patologiji, ne, veš, in ti so organizirani v nek sistem, ki jih neka politika generira in tudi ta trenutek ne bi bilo vredno obravnave, če se ne bi ta zgodba sestavljala v širšo družbeno zgodbo, ki na koncu pristane v Šenčurju in zahteva v interesu reševanja slovenskega naroda in pa slovenskih družin in ne vem česa vsega, ne, preprosto zahteva uvedbo zaprtih meja, ksenofobije, skratka vsega, kar je v temeljnem nasprotju z temeljnimi pravicami, kot so pač deklarirani v temeljni deklaraciji o človekovih pravicah in tako naprej, ne. Gre za en zelo kompleksen konglomerat, ne, ki se v teh posameznih družbenih segmentih začne kazati in slednjič izkazovati neko epilog neke zgodbe. In po 10 letih, ne, tega kako ne rečem, te nenehne medijske deviacije, ne, se dejansko že kažejo konture nekega epiloga, ne. Mi smo v poziciji, ko bomo morali začeti diskutirati temeljne
temeljne tele prioritete naše države kot take, ne, kako bomo preprečili neko katastrofo, ki je v zgodovini že poznana, kako in na koncu koncev ugotovili, da tisti, ki so najbolj na udaru kot kužni subjekti, v tem primeru predmet najne debate novinarji, so pravzaprav edini, ki bodo to debato peljali. Edini, ki bodo prostor razprave odpirali, edini kot tisti, ki bodo omogočali, da se bodo ljudje lahko o tem pogovarjali ali pa da bodo prišli pod reflektor človekovih pravic in tako naprej, svoboščin in takih zadev. Ne. Zato pravim, ne, da če greva zdaj v izhodišče debate, jaz osebno mislim, da na primeru policijskega sindikata, ne, je treba reflektorje ne samo na dol, ampak je treba usmeriti tudi na vzgor. Ne. Se pravi, tudi proti vodstvu, proti o tem, kako te naše institucije delujejo in pa v celotnem kontekstu, kdo je tisti, ki v resnici zlorablja pa napoveduje. Naša politika me ne navdaja z zaupanjem. Mislim, če je vlada to začela delati, da je potem ponavlja točno to, kar očita. In to, kako pa medijski... Kar utemeljeno očita, ne? Mislim... Utemeljeno očita, ampak potencialno pa ponavlja to isto, kar očita, ne? A veš, in tudi, recimo, zdaj berem za službene pač zadeve, potrebe, pa tudi osebno me zanima knjigo kolege Šurca, ne? Mateja Šurca, ne, ki je že 3 knjige izdal, to je mi 4., se mi zdi, ne. In kako lepo popisuje, kako je naša država, ko se je pač osamosvajala, kako so potekale zadeve, strukture in govorim zdaj v medijskem spinu. Ne. Recimo takrat, ker je to zdaj bila spet ena od topik, kakšna je razlika med kontinuiteto pa diskontinuiteto, kako v bistvu zdaj politična opcija Janša Krkovič zahtevajo popolno diskontinuiteto, formulo mati domovina, Bog so spustili, ker Bog jih ne zanima, ampak mati domovina, ne, delajo domoljubne proslave in pa domoljubne pesmi, ne, in ravno na Krkoviču lepo pokaže, ne, kako je bil on pravzaprav kot partijski uradnik obrambnega tipa v Kočevju tisti, ki je orožje predal, ne, JLA, ampak zdaj očitajo, da je bilo predsedstvo oziroma da so bile stare sile kontinuitete tiste, ki so orožje predale. Ne. Hkrati pokaže pa tudi na zgodbo, na jeseniškem primeru, zanimivo, ne, kako je predsednik tedanjega izvršnega lokalnega sveta ni bil tisti, da bi poklical državnega sekretarja ali pa tistega, ki je bil čez 2 dni državni sekretar Janšo, ker ni imel do njega zaupanja, ker je narobe, ne, zato, ker ampak je poklical upokojenega Staneta Dolanca, ne, in je upokojeni Stane Dolanc poklical potem Milana Kučana, ki je potem poklical generala Hočevarja in polemiziral z njim, zakaj razorožuje teritorijalno obrambo. Hkrati imamo pa danes v veljavi v delu te politike na ravni medijskega spina in raznih Boštjanov Turkov pa interpretacijo, da so bili oni tisti, ki so predali orožje. Ne. Se pravi, Šurc dokazuje, da je to v popolnem nasprotju z dejstvi. Se pravi, na eni strani imamo nekoga, ki si pripisuje zasluge, ki je položil orožje, oziroma predal orožje, na drugi strani pa nekoga, ki je obtožen, da je predal orožje, nekdo, ki je dosegel, da se ga ni predalo na Gorenjskem. Ja. Medijski spin. To obračanje, propaganda in ta obsesija za mediji. Obsesija za mediji na vseh koncih. Ne. Dobro. Letos smo še 25-letnico osamosvojitve, tako da bomo o tem le še premlevala lahko. Do junija meseca. Pred dopusti bo to treba opraviti. Hvala lepa.